Ja, eno tako pravilo je, da dokler njej ne pride, ga ne daš not. Ni toliko point v tem, koliko časa traja, ampak v kvaliteti tega. Je to isto, kot če pomahaš s penisom. Ja, ne? Dej se mi že dotakn, a si pozabil, kje imam piško? Fun fact, ne? Da povprečno ženska rab 40 minut, da se vzborne. Vse veš, tako kot ne bi hotel, da se ti roka zaduši pa odpade, nočemo, da se ti penis zaduši pa odpade. Če sem jaz za katero stvar žalostna, da nisem moški, je to, da ne bom nikoli vedela. Preden začnemo, bi se pa rada zahvalila najnemu sponzorju Temptiko čokoladi. To je ena prav posebna čokolada, ki vsebuje afrodizijake in ko jo poješ, si potem zelo horni. Ne smeš pojesti več kot 5 koščkov, to piše v navodilih. So pa to staro obe sprobale, ne skupaj, jaz sem to probala z mojim partnerjem in moram reči, da sem doživela enega najboljših seksov svojega življenja, čeprav sem bila zelo skeptična, preden sem to sprobala, tako da če bi tudi ti rad doživel najboljše orgazme svojega življenja, potem lahko uporabiš kodo med nama 20, ali pa še boljš, sam klikneš link dol v opisu in bo koda že noter ušteta in boš dobil tole čokolado po znižani ceni. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Dobrodošli v podcastu, a lahko to ostane med nama? Podcastu, kjer bomo govorili o seksu, seks igračkah, spolnosti, odnosih, o tem, kaj narediti, če ti prehitro pride, kako dalj časa zdržati v posteli in vsem, kar je tabu, pa ne bi smelo biti. Ja, k temu, kako zadovoljiti žensko. Pa, ful ti hvala, da si z nama vsak ponedeljek, da nam tako pridno komentirate, da tako lepe komentarje pišete in ful sva veseli, vedno se nam nariše nasmešek obraz, tako da dej like pa komentiraj in subscribe. Ja. Če gledaš to vsak teden ali pa Če sploh gledaš. Ja, če si kdaj pogledal kakšno epizodo, daj subscribe stisn. Ker večina gledalcev ni subscribenih po analitiki najni in tu se meni ne zdi čisto v redu, ne? Ker tebe nič ne stane to. Ti boš tam subscribe dal, pozabil na to, malo te bo vsake toliko časa spomnil, da je najna epizoda, pa boš rekel, ne rabam opomnika, ker vem, da je vsak ponedeljek ob 8, ne? Ampak za algoritem je pa ful fajn in nama to ful pomaga. Pač vsak tak support nama ful pomaga. To smo zdaj ugotovile, da bi bilo fajn omeniti, ne vsake toliko časa, da verjetno ne veste, da mi ta podcast snemava, zaradi tega, ker mi v tem ful uživava in da mi od tega nimava v resnici nič. Čeprav rečeva, da je to najna služba, je to najn otročiček, ki otroci so pa dragi, ne? In tudi to je strošek. Tako da smo zdaj naredile, če pač bi kdo želel naj jo podpreti, mava zdaj go buy me a coffee in vas ta denar bo šel v plačevanje stroškov. Tako da, lejte, če bi naj radi podprli z denarjem, naj jo lahko, če ne naj pa s subscribe-om in komentarjem. To je vredno ogromno. Radi bi se pa danes še posebej zahvalili Aloriji, ki je pa za naju poskrbela za vso to hrano. Zdaj vam bom povedala nekaj. Midve tole snemava na isti dan, ker smo posneli tisto ekstra epizodo, gratis epizodo, kjer je bil Sarin rojstni dan in zato imamo v bistvu tukaj to še vse, ker so poslali res čist preveč vsega. Ja, pa torto smo že celo pojedali, tako da... Ja, zdaj so že na unmu krašu dol, čeprav te stvari nimajo nobenega dodatnega sladkorja. Veganske so, LCHF so pa brez glutena. Tako da ful je dobro zaradi tega, ker če imaš kakršne koli prehranske omejitve, lahko pri njih naročiš sladice in se sladkaš. Ja, njihov moto je, sploh nisem vedela, za vse ljudi brez slabe vesti. In tu pomeni, tudi ful je izpostavila Anja, tu je bivša LCHF Anja, tako da, če poznate, je izpostavila, da kdorkoli ima kakšne alergije ali pa karkoli, ve, kako je težko dobiti sladice za rojstni dan, zato da se mu napišite ali pa pejte na alorija.si in bojo poskrbeli za vas. Uporabite pa kodo med nama 10 za dodaten popust, tako da se vam res plača. Ja, nama pa tudi ful pomeni, da najno kodo uporabite in to je to, da bomo pa lahko mi naprej še tle govorile za vas, pa da nas boste lahko še poslušali, pa da bomo lahko še kdaj pojedli kakšen takle cake pop. Drugač, vidim, da imamo zdaj prvo najno affiliate kodo, pač to pomeni, da če vi to kodo uporabite, tudi imamo midve nekaj od tega, tako da v bistvu sploh ne rabite nujno uporabiti onega go buy me a coffee, ampak pač uporabite kodo, si naročite sladice in s tem tudi podpirate naju. Tako da, ne vem, upam, da vas zanimajo tudi te behind the scenes stvari, ker meni je to vedno ful zanimivo, ker se je kdo na kakšnih podcastih pogovarjal, pa midve v bistvu nisva tega še toliko razpravljale.
Je pa tudi res, da te epizode včasih snemamo ne v takem zaporedju, kot grejo ven, tako da mogoče so to že vse povedale, pa zdaj spet poslušaš. Sorry. Ampak, ja. A veš kaj, jaz bi se še nekaj povedala. Jaz sem se ful dolgo časa izogibala, ne vem, če si se tudi ti tako povedati, da imaš nekaj od tega. Veš kaj mislim? Ali pa povedati tako, joj, dajte me podpreti. Je tebi to težko reči? Joj, mene je to, da fehtam nekaj. Ja, ful. Pol pa zadnjič je Tadeja bila tle in je rekla pač punce, veš, tako trudite, dajte to izpostaviti. In prav začutila sem, kako je to res in zdaj se mi zdi ful lepo, ko imate rojsten dan, si naročite tortico, uporabite najino kodo in to je to. Lepo se mi zdi pač to. Ja. Glavno gledamo se vsak ponedeljek ob 8. Pa še en disclaimer, preden nadaljujeva. Če te vsebine o spolnosti ne zanima, ali bi si primer za njih, ne poslušaj tega podcasta. Jaz sem hotela tale kek pa pojesti, ampak sem zdaj ugotovila, da sem jih že 7 pojedla in da ne morem zdaj takoj še tega. No, moram še počakati. Ja, drugač. Ogromno so jih že pojedli in jaz še nisem nikoli tako srečna, se ne veste. Torte, krofi, cake popi. Crazy. Jaz tako namerno nisem jedla, preden sem prišla na to snemanje. Jaz tudi. Pačila sem zajtrk in pa sem tako, to je to. Ja. No, danes je ena taka posebna epizoda, kot ste že ugotovili z naslova in sicer bova govorile o eni temi, glede katere jaz dobim ogromno vprašanj. Jaz mislim, da če bi mogla tako naučiti oceniti, kaj me največ sprašujete v DMs-ih, je kako se spopadati z upadom libida po porodu, oziroma pač seks z otroki, potem ko imaš otroke, ne seks z otroki, oh my god, seks potem ko enkrat rodiš, ko si starš. To smo zdaj pokrili s Tadejo. Drugo najbolj pogosto vprašanje, oziroma pač tako, to je od žensk ponovadi, od moških, je pa, kaj ne naredim, če mi prehiter pride. Rad bi dalj časa zdržal v posli. To je tudi tako pogosto vprašanje, da je pa zdaj že skrajni čas, da ga nasloviva. In v duhu tega bova predstavljala tudi igračke za moške. Jaz si sploh nisem predstavljala, da bova to kdaj naredile, zaradi tega, ker sva dve ženski, ne, in jih ne morava zares testirati. Ampak mava pa to sposobnost, da sva delale obe v sex shopu dolgo časa in v bistvu veva ne iz prve roke, ampak iz druge roke vse o teh igračkah za moške. Tako da mogoče celo lahko več poveva, kot kakšen moški, minus izkušnja. Lahko vam pa povem izkušnje nešteto moških, ki sem prebrala, jaz sem pa šla brati, ne tako vse te bloge. Tako da danes imava ene dva res huda masturbatorja. In to se potem tudi navezuje na današnjo temo, tako da z namenom sva tole vključile. Pa daj kar ti začni, ko imaš, ti imaš tako res mašino. Jaz imam en masturbator, ki na prvi pogled zgleda pač elektronski masturbator, ne? Tle ga daš not in pol ga daješ ven pa not, ne? Tako, ampak, čak zdaj to. Ti, Jakob, glej zdaj to, kap te bo. Čakaj. Pač, crazy, tu se sa. Se tu ful preveč sliš? Jo, jaz bom to opisala, zdaj sem dobila komentar. Lej, in pol imaš take, leka ti ga čisto not posrka. Sara, zdaj bom jaz opisala za vse, ki sam poslušajo, ker imamo veliko ljudi, ki samo na Spotify poslušajo. Opiš. To je elektronski masturbator. Noter je en tak ful mehak material iz tazga real skin materiala. In ko to pržgeš, začne se ustvariti tak vakum in začne se sati. In če daš ti noter penis, ti ga tako dobesedno, da bi ti ga vakum sesal ven pa noter. Pač blowjob, ne? Blowjob, ampak dober. Ja. Če sem jaz za katero stvar žalostna, da nisem moški, je to, da ne bom nikoli vedela, kakšen je feeling pri temu specifičnemu masturbatorju. Na splošno pri masturbatorjih, ampak pri teh vsaj przdaš lahko noter, pa čutiš to mehkobo, pa si predstavljaš. Veš, ampak tle, kad daš prst not, je to dobro, ne? Pač, jaz zdaj ne vem, a ne, ker te razni vibratorji, če ga daš ti, reče, če ga daš na nos, da boš potem dobil približno občutek, kako je na klitorisu. Pa to se niti približno ne more pač s tem primerjati. In jaz si predstavljam, da daš prste noter, je isto, kot če daš vibrator na nos. Ti lahko si predstavljaš, koliko, pa to je že tako dobro, jaz bi imela to samo zamasirati prste. Si predstavljaš, ampak veš, kako je to? Prste masira. Če malo opisati, kako je, kad daš prste not. No, daj. Tako, ko posesa, se tako cela ta notranjost tako raztegne, pa gre navzdol in pol, ko posesa, gre pa tako skupaj navzgor. In štekaš, kaj sem zdaj povedala? Tako gre. Ne vem, to se razloži. Tako zaobjame ti potem, malo se razpre, potem pa da zaobjame in potem ti ga tako dol potegne mal. Pač če je na primer penis noter, ti ga bo tako zaobjel,
Okrog se bo uvil, tako malo stisnil, potem bo pa malo dol potegnil. Ja. In pa to daš noter še lubrikant, seveda, zaradi tega, da ti to lepo drsi. In tle noter so take bunkice, tako, da je malo take strukture, ne? Oziroma ful je teh bunkic noter, sem kot ko raztegneš, jih izgleda ful malo. In tudi različne so, tle imaš pol črte, tako narebrano je noter čisto, ker je nožnica narebrana. In ful je čudno, če tako se počutim, kot prsta noterinem. Ful dober, meni je najbolj žal v lifeu, da ne moram tega probati. Jaz bi rekla, da je to en tak simulator oralnega seksa, tazga dobrga, nič te noben zobmi ne zapne, nič tako. To je to. Pač to, prav, da bi ga dala tle not, če bi ga imela. Ja, To mi je zdaj to. tle našega snemalca naštimujemo, da bi se žrtvoval in to testiral in pol poročal. Tako da, če ga tale predstavitev ne bo navdušila, pa ga ne bo nič nikoli, jaz mislim, da. Ja. Ampak, Sara, nisi povedala enega zelo pomembnega dela. Ta se poveže z aplikacijo. Veš ti to? Ne, prosim, če Jaz sem imela poveš. prav izobraževanje od Svakoma o teh njihovih igračkah. In guys. to Kaj, sploh povej, še ni povej. Vse. Oni imajo aplikacijo in ti bolj prek aplikacije lahko to nadzoruješ. Vse te fore so, ki so klasične, ki jih že poznamo. To, da lahko partner nadarjavo upravlja s to igračko. Hvala. To, da lahko na igrački nadziraš, kaj se dogaja, lahko tam narišeš vzorčke, si jih sam narediš, ni da ni. Ampak oni imajo tudi funkcijo, da ti lahko povežeš to igračko s porniči. Zdaj že fulejnih porničev, ki so VR. Mislim, da so prav VR. Pač eno kodo imaš, QR kodo pri tem porniču in ga poskeniraš s to aplikacijo. In potem se tale igračka odziva na to, kar se dogaja tam noter. Tako da, ko ga ona fafa, ga tep fafa. Ko ga ne, pač nič ne dela. Ko seksa se začne, ne, pač kon stroka ti vse posnema ta igračka, to, kar se dogaja v filmčku. Pač, Crazy. ja, od Svakoma nasplošno. Majo oni tudi Veliko tune, ki imajo tega. povežeš z igračko od ženske in pol se tako premika simultano. Veš, če imaš ti dildo, pa oni tu. To pa ne, to pa, Okej. ne, to pa mislim, da ne. Okej. Žal. Ampak Ma the best. imajo pa veliko, imajo igračke za ženske in za moške in potem imate lahko, če hočeš imeti nek seks nadaljavo, imate lahko vsak svojo Svakom igračko, jih povežete s temi aplikacijami, potem pa pač vajne aplikacije, pač v aplikaciji se potem ti pokličeš in se lahko tudi gledaš na videoklicu in potem upravljaš igračko od drugega. Top. Sam to, da noter rekli, da niste vedeli. Ja, Glavno, the best. Pač jaz mislim, pač od vseh teh elektronskih masturbatorjev je ta eden, ki me je med tistimi, ki me je najbolj navdušil. Res. Zaradi tega, ker ta feeling tega. Ja, ja. Pa še ja. res je lahko. To je Ja. meni, pač jaz vsakič, ko to sem sam tako, pač kako je lahko to tako lahko. Ja. Tako da ja, Noč, če koga skrbi, kako se to očist, pač ne, samo daš tako ven, obrneš okrog, očistiš, pustiš, da se posuši in zarineš nazaj not. Oceniti ga pa ne moramo, tako kot ponavadi ocenimo vse igračke. Tako da zdaj je tu na vas, ne. Vsi moški, ki to gledate, boste tu morate kupiti, probati in potem napišite od 1 do 10 oceno. Ja. Ne? Ker meni bo zavedno pač žal, ampak nič ne moram spremeniti. jaz bi dala vseeno ceno 10. 10 od 10. Ja. Ne, Ja. pač res smo za tole epizodo izbrali stvari, ki so tudi nasplošno bile pohvaljene strani strank, tako da, lejte, tako je. To dobite na Peach Pop, s kodom med nama 10 je 10% popusta. Ja. Jaz imam pa klasični flashlight. A je res klasični ta? Ne. A je to prav klasični? Mislim, da sem več flashlight kot firma. Aha, ok. Tale je v bistvu, a se tebi to zdi majhno ali veliko? Veliko se mi zdi. Teb? To je pocket size. Kaj? Ne, Ja. Lucija, čak, kakšen pa je navaden size? Ok. Ja, navaden flashlight je gigantski. Ok. Ta je pa mini verzija. Ok. Ampak že tale verzija. Ja, tale je šel že kar čez dosti rok, ne? Penisov niče, ampak rok pa dosti. In če ga od blizu pogledaš, ima tako malo svalke, zaradi tega, ker te masturbatorje moraš potem, ko jih opereš, napudrati s pudrom za masturbator. In zdaj vam bom jaz povedala največji lifehack, ki ga boste slišali. Koren starč iz trgovine. Koruzni škrob, kupaš in če gledaš sestavine v pudru za masturbator, je 100% koruzni škrob.
samo da je pač v taki flaški, ki ponovno gor piše, ne vem, flashlight ali pa neka firma. Ja. In ne rabite tega kupiti, kupite koruzni škrob v trgovini za ne vem, evro ali koliko stane, še malo manj. Ja. In potem to uporabljaš. Tako da, To je ful slabo sicer zame, recimo, ker prodajam tudi ta puder v trgovini, ampak glejte, ne, pejte v špar. Ne, tu moramo dati ven, ker nas ne sponzorirajo. A ja, lahko pa nas, ne? lahko ste tudi Hofer, Ja, tudi. Ja. tudi to nas ne sponzori. Ja. Pač, Ne bomo Mi- zdaj vseh trgovin omenili. Vprašajte alorija.si, če imajo. In fora je v tem, da pač zaradi tega, ker se to ljudi to dotakne, se je to malo sesvalkalo, ampak načeloma moraš to uporabiti, ko je masturbator že čisto suh, ne, mora se do konca posušiti. Slaba stran teh masturbatorjev je to, da je čiščenje a little bit pain in the ass, ker meni je včasih že navaden dildo težko oprati. Pač mislim, da je tako, se mi ne da. Pa to je tako najlažji in najhitrejši. To moraš pa dejansko res pač dati ven in uprati s čistilom za masturbatorje, ker to je tak res poseben material, ki oni trdijo, da ima, pač dokler si ti živ, ti lahko ta en masturbator služi, ampak moraš res lepo skrbeti za njega, kar pomeni, da uporabljaš puder, da uporabljaš čistilo, ki je točno za ta material namenjeno, ker navadne silikonske igračke lahko z intimnim milom umiješ, jaz jih. Tole moraš pa res Tega pa ne tistim- smeš intimnim milom. Ni priporočljivo. Okej. Zaradi tega, ker če hočeš, da res material ohraniti v svojo mehkobo, pa da se ne poškoduje, Okej. uporabi tisti. Ker to je prav res, pač sploh od flashlighta specifično, oni so to res razvijali tako par let, tale material, da je tako, kot je. Okay. In so ga tudi patentirali in vse. In potem, ko to sušiš, moraš sušiti tako nekako, da visi. Zato, ker tukaj od spodaj je tudi luknja, kar je ful dobro, zato da se pač prezrači, lahko ga tudi čisto krog obrneš, da se pač hitreje posuši. Ampak res moraš počakati, da se posuši do konca, ker če ne, se ti noter naredi plesen. Kaj pa če ga s kondomom uporabljaš? Itak moraš imeti čezmer lubrikant noter, ne? A ja. Pa je potem tist. Skusmo. Ja. Tako Ja, da- okay. Jaz bom čisto iskrena z vami, čiščenje tega je mal bedno, ampak spet pa ni to grozno. To je tako, Ja. kot recimo, ko moram jaz očistiti mojo tuš kabino, pa dol tiste kapljice pobrišem, meni to vzame tako 2 minute, samo meni se to v moji glavi mi je tako naporno. Pač ali pa karkoli očistiti, Karkoli očistiti. Ja, tako da sam to je fora. Je pa, so pa plusi. A veš, zakaj sem z minusi začela? Zato, ker zdaj vam bom vse pluse povedala in boste pozabili na vse te minuse. Ja. Bom jaz najprej povedala zgodbo, kako je flashlight nastal. Ker Ajde. meni je to tako dobra zgodba. To je naredil en Američan. In zdaj sem prav John neki. Ja, V redu, v glavnem tale. ja. Še prej sem šla, sem pogledala si njegovo ime, ampak sem ga pozabila, ker sem pač. Ja. Yes. Nima veze. On je bil en gospod, že tako zrelih let. Z njegovo ženo sta imela že par otrok, potem sta se odločila, da bi imela še zadnjega. Sta rekla, lej, zdaj bo še enega naredila, pa je pa dost. In pol je ona zanosila z dvojčkoma. Ker sta bila že oba v letih in ker sta bila dvojčka, in so zdravniki rekli, ok, gledajte, načeloma ni panike, če seksaš med nosečnostjo, ampak v vajni situaciji je pa to malo rizična nosečnost in vam odsvetujemo spolne odnose. On je bil tako, Ježiš Marija, jaz bi pa rad seksal, sam pač ne bom zdaj šel z eno drugo seksat. Vse igračke, ki sem jih sproval, vsi ti masturbatorji so res kareni, pač niti približno ni tako občutek, kot je pač spiško od moje žene. In on je rekel, ej, kaj če jaz naredim en masturbator, pa pač to uporabljam. In tako je bila ona tako, ja, pač zdaj zrihti to svojo potrebo, nared masturbator, sam pač mir mi daj. In je on potem se zaprl v, tako si jaz predstavljam, to zdaj ni canon, ampak on se je pa zaprl v garažo in je začel delati masturbator. Kar mi je najbolj smešno pri tej zgodbi, je, da je potem trajalo 3 leta, da je on tale material razvil, tako da v tem času je ona že rodila, pa je on že po mojem lahko seksal, ampak se pa po mojem zamotil. Jaz si predstavljam, on se je pol ful zamotil s tem projektom in pa sploh ni razmišljal. Ona mu za nalaž ni dala, ker je vedela, da ko bo on to naredil, bo the best. Zdravniki so imeli neki pri tem. Ona je zdravnikom rekla, veste, on ima ful potencijala, samo da on se rab to izkazati. Ja, meni bo dal denar, pa zdaj pa to naj dela. In on je pol to res naredil. In ta material je bil takrat najbolj realističen možen. Ampak to je res, vsi tipi, ki to sprobajo, so samo tako mind blown. Zato, ker začneš to uporabljati, se ful hitro pogreje na telesno temperaturo in pa imaš občutek, da imaš ta pravo piško. Ampak to še ni vse. To še ni vse, ker ta material lahko tudi pred uporabo pogreješ. Najlažji, najbolj poceni je to, da ga daš za 10 minut v neko mlačno vodo in se potem pogreje.
Drugi način je pa, da kupiš grelec za masturbator. To prav prodajajo oni. Zgleda kot karun stojav za hodok štručke, ki imaš, ga potem tako gor napičeš in pa se to pač spet pogreje. Sorry, ko tepem mikrofon. In imaš potem topo masturbator in podaš pač noter lubrikanče, zato ker masturbatorji se ne samo vlažijo, kot se ženska piška sama vlaži, pa že pri teh piškah je treba veliko lubrikantov uporabiti. Glavno daš lubrikant, ne šparaš z njim. Imaš topo masturbator in pa je to tako noro dober. Ne vem, ne moram vedeti. In lahko ga uporabiš tako, da ga daš ven iz tega in ga potem tako držiš. To se prav zdaj stiskam tisti, ki ne gledate. Ta material je ful mehak in ga daš lahko iz tega plastičnega okvirja embalaže in ga potem stiskaš in delaš z njim, kar hočeš. Notar so tudi bunkice in oni so najbolj znani po liniji Flashlight Girls. To je linija masturbatorjev, ki so narejeni po odlitkih porno zvezd. Notranjost ni narejena po odlitku, notranjost je še boljša, ker ima čisto vsaka nek svoj vzorček bunkic in takih izrastkov in rebrc. In več ti lahko kupiš 10 različnih masturbatorjev in vsak bo drugačen občutek, kot se prava beba. Zunanjost, to se pravi vulva, je pa prav odtisnjena po teh zvezdah, porno zvezdnicah. In še podpis je gor, ničko na strani. Ja. Pa na embalaži ti piše, koliko je visoka, koliko ima veliko košarco, pa kjer je njen najljubši položaj. In to je bilo tudi mi ful zanimivo. Oni so najprej delali to tako, pač res na star način, da so pač prišli tja, dale noge na razen, oni so potem naredili ta odlitek, a veš, ko ti dajo gor gips, ni neka fora. Tako, ta gips ti dajo gor in potem odlitke delajo. Sam, kaj je bilo slabo pri tem? Vsi vemo, ne, zdaj, ko to spremljamo, ta najmen podcast, zdaj že vsi vemo. Jaz ne bi glih si z gipsom namazala piške, ali kaj, ali tu misliš? Ne, ko je ženska piška vzburjena, znabrekne. Ta taka puhasta, velika, prekrvavljena je, taka bujna. Ki jo zebe, ki je mrz, kot moški penis, veš, ko ima zleze vase. In tudi pač piška, ki so dali vas tam mrzu gips gor, pač ona je bila taka boga. Vase ima zlezla, veš, klitoris ni bil cel tak na breku, ni bilo tako vzburjeno seksija, ne. In oni so pač ugotovili, da bi bilo ful boljše, če bi bil tak izgled, kot veš, na njihovih posnetkih, ki so celo vzburjene, pa se prekrvavljeno. Kaj s 3D nekim skeniranjem zdaj delajo, ali kako? Ja, ne? Ja. Zdaj vseeno, da ona pride tam in da noge na razen in pol. Se malo poboža. Ja. In potem oni to poskenirajo in imajo nabreklo, vzburjeno piško za tle gor. Top. In potem imaš lahko seks s svojo najljubšo porno zvezdo, mislim. Tako da ta je najbolj popularna linija, pa imajo pa še 100 enih drugih. Pač res se za vsakega nekaj najde in ta material je res special. Meni je bilo crazy, da imajo zdaj od anime zvezde neke, veš? To pa neke nisem te, vedela. kako se temu reče? Pa ja, te anime, neke te risanke so. Roza ste tudi skupaj, pa je ona gor, risanke pač. Wow, Ja, crazy, to moramo vse pogledati. ima že, ja. I love it. Ja, cute. Tako da napišite v komentar, od kere zvezde bi imeli vi. Zdaj bo en napisal od najo. Sami da nisva porno zvezda. Mislim, tu sem že povedal, ja, Milivoj misel, da sva. Čau, Milivoj. Hej, vidve nisva porno zvezdi. Ne? Sara sploh seksala, ni že en let pa pol. Dej nemo tu govoriti. A kako imaš lahko ti podcast o seksu, če ne seksaš, Sara? Ja, se tu bo zdaj bo pa nehal gledati. Da je seks, samo v redu je. Ej, daj mi nekaj povej, ka pa tu, da je tu stamina trener, tu si za nalaž nisi povedala. Za nalaž. Ok, super, hvala. Tu lahko daš ven tu. Ne, lahko pustiš, bomo to še povedali. O sem stamina mislila, da treningu. si pozabila. Pa ko boste to delali za intimni kotiček posebej, vsak lahko še pol tisto dodate noter. Ne? Ok, v glavnem, jaz bi to tudi ocenila 10 od 10. Če bi ga radi stestirali, ga dobite na Peach Pop in uporabite kod med nama 10, tako da prime drugačno čisto vse stvari, tako da lahko kupaš tudi, a drugače tako, če bi, to zdaj ne govorim zaradi tega, da boste to kupovali, ampak se mi zdi ful praktično, ko kupaš ta puder za masturbator, dobiš v taki embalaži, ko pol tako stresaš gor, ko popper ima tako lukne. In se mi zdi najboljši lifehack, da kupaš prvič tega ta pravga, zato da embalažo dobiš. Pa je tako lahko nafilaš, a veš, ko kupaš v trgovini. Sam tako. Zato, da zadovoljite pol in jo in mene. Ka pač, ne, jaz, ko nisem imela trgovine svoje, sem isto vsem govorila, ja, tu kupaš lahko kjerkoli ti ta prah. Zdaj pač že nekaj časa nisem nobenemu povedala, ampak zdaj veste, the secret is out, I don't know. Ne. Se takrat sem prav tako bila še disclaimer sem hotela dati, ja, zdaj bomo Sari tlele delali minus. Ampak, veste kaj? Treba je pošparati tam, ko se le da.
Res je. Ne? Mi dve Res je. to razumeva. Tako. Ok. Zdaj pa na vrsti. Zgodbica. Mama iz Ja. Instagrama. A ja, Ja. Lucija in Sara pametujeta. Jaz sem kar z Instagrama potegnila, zaradi tega, ker, kot sem rekla, sam odprla sem chat in copy-pastala anonimno eno to sporočilo, ki jih je nešteto. Ja. Ok, Ja. ready. No, v bistvu sem namerno tega izbrala, zaradi tega, ker ko sva se s tem pogovarjala, je ena od stvari, ki jih bova omenile, tudi testiral in ful pohvalil, tako da sem še to vključila noter. Ok. Hoj, Lucija, imam en problem, čeprav vem, da se s tem sooča ogromno moških, ampak jaz bi rad to rešil. Imam problem z vzdržljivostjo pri seksu. Pač itak imava z ženo ful raznolik seks, od vaginal, oral, tudi anal, ampak me moti, ker mi prehitro pride. Itak je že predigra ponavadi tista, da bremzam, da ne spustim vsega skup ženi v usta. Pa se praktično seks šele začel ni. S čim lahko to rešim, se da to ozdraviti, hvala za pomoč. Pa ne smejim se stiski, smejim se tako, ker včasih se mi zdi, da za moške, oni res se mi zdi, da morajo kar cel seks razmišljati, da jim ne pride. Štekaš? Ja, sem že večkrat o tem razmišljala. Ja, jaz pa moram razmišljati, da mi pride. Ja, Ne? to. Kaj ne? Je tudi jaz. Ja. Ok, to je to. Mm. Od te zgodbe. Prejle smo imeli sestank pred tem snemanjem in ful dobro, da smo ga imeli, ker sva govorili potem še z moškim delom ekipe in so ene par ful dobrih pointov izpostavili, na kjer jaz, ki sem tole pisala, sploh pomislila nisem, pa še to vam bom povedala, jaz ponovno to tako malo prej napišem, danes bi mogli imeti enega gosta, pa pač ni skenslil, zbolel je, pač se zgodi. In pa sem jaz danes zjutraj tole sestavljala tole epizodo, sem tako, no, veste kaj, to bomo zdaj obravnavali, zaradi tega, ker je čas. Ja. In se potem nisem spomnila sploh na ta aspekt in ful dobro, da je to izpostavil in sicer, pa to je že tako iz tega sporočila tako jasno razvidno. Zakaj moški, zdaj moški, ki to gledate, ste tako, no, ja, Lucija, pač mi to vemo, hvala, mislim, povej že, ne, pač kaj ne naredimo, ampak zakaj se moški toliko sekirajo, da jim prehitro pride, zaradi tega, ker imajo potem občutek, da ne morejo ženske zadovoljiti, tako kot pač bi si zaslužili, oziroma tako, kot bi si oni želeli. Ker itak ti je med seksom pomembno, da tudi tvoj partner uživa, že tako zaradi tvojega ega. Sploh niti ne nujno zaradi tega, ker hočeš, da oni uživajo, ampak ker se ti boš počutiš, da oni uživajo. Ampak se pač to čisto logično in ful dobro, da je tako, ker če ne, pa ne bi noben poskrbel za nobenega. In je ful dobro, mi je bilo, kaj to izpostavil, ker sem tako, pa se je res. Flashlight ima Stamina Training enoto. Fora je tem, to je marketing. Tako je, to je marketing. Oni so naredili en flashlight, ki se imenuje Stamina Training, oziroma pač masturbator za trening vzdržljivosti. Čisto si njihovi masturbatorji so čisto pač... Isti, ni ta oži, ki je za stamina trening, da treniraš. Pa- Tako bolj stisnjen sem predstavljala. Ni nič, da bi bil, pač ima malo drugačno strukturo noter, ampak pač ti imaš lahko kjerkoli masturbator, to zdaj spolam, pač kjerkoli masturbator imaš lahko za to. Imaš pa potem na internetu, pri tem Stamina treningu, pač fora tem, da niti kaj ne rabiš kupiti, da dobiš ta priročnik, imaš priročnik. O tem, kako dalj časa zdržati v posteli. In polovica tega priročnika ni o tem, kako ti zdaj trenirati vzdržljivost, ampak je o tem, kako žensko zadovoljiti. In pri flashlightu to tudi vejo, a ne? Pa to so moški delali tam. In jim je jasno, da point tega, da hoče moški dalj časa zdržati v posteli, je zato, da bo ženska zadovoljna na koncu. Ali pa pač, če je pa moški, a ne? Ampak pač, da bo tudi partner zadovoljen. In to se mi zdi full cute. Ja, ta epizoda je v bistvu o tem, kako zadovoljiti ženske. Ne, ampak bomo tudi imeli konkretne nasvete, Ja. kaj lahko narediš, zato, da boš dalj časa zdržal. Ampak še prej bomo pa povedali, a ne, kaj narediš, da žensko zadovoljiš. Pogledaš vse najne podcaste. Ja, jaz se nisem pripravila, kaj narediš, da žensko zadovoljiš. Jaz vem samo tu, da počakaš, da njej najprej pride. Ne, se drugače, to je bil point tega. Ampak imamo pa tudi tako epizodo imamo tudi epizode, kjer smo govorili o tem, kaj si ženske želimo. Ja. Imamo epizodo, ki je naslov, kaj si ženske želimo. Ja. Tako da si to pogledaš. Ampak najlažji način, da se boš tudi manj sekiral s tem, glede tega, da ti prehitro pride, je, da za žensko najprej poskrbiš. Ful velik žensk, in velik ne, ampak velik žensk ima zelo rade, imamo zelo rade oralni seks in najlažje poskrbiš za nas tako, da nas najprej oralno zadovoljiš. In
pol do to in pol ti lahko seksaš 1 minuto in je pač ok. Ja, eno tako pravilo je, da dokler njej ne pride, ga ne daš not. Ja. Ne? Lahko si pa pač pomagate tudi z igračkami. Lahko Ja. pa seksata in si ona pomaga z igračko in ko njej pride, lahko še te pride. Ja. Jaz edino, tako kot je on izpostavil, že med pred igro, pač, ne, recimo, jaz si predstavljam, da 1,5 tudi že tako pride lahko. A veš? Ja, no, saj zato imamo pa tudi take konkretne nasvete. Ajde. Ampak ja, ful priporočam, drugače res ta dokument od Flashlighta, sam napišeš v Google Flashlight Stamina Training in je res polno enih takih dobrih nasvetov noter. Ga bomo dali v opis. Pol imamo pa še, jaz imam na svojem Instagramu en highlight, kjer so noter zbrane od ful različnih žensk, kaj imajo one rade pri oralnemu seksu, tako da si lahko tam to prebereš. V glavnem, jaz sem ta highlight na Instagramu in greš skupaj s partnerko čez te vse zadeve in ti ona pove, kaj njej všeč, pa kaj ne, pa kaj mogoče bi bilo, ampak morata probati. Dejansko mi je potem ena beba pisala in je rekla, da odkar gleda podcast, shoutout tebi, sorry, pozvala sem kako temi, ampak rekla je, da odkar spremlja podcast, pa moj Instagram, da sta spravila s partnerjem čas njenega orgazma iz, mislim, da je rekla 20 minut na 5 minut. Sem rekel, kva? Povej, kaj sem rekla, da si to zdaj rada. In je rekla, prvo, da štufe zdaj nos med seksom in drugo, da sta šla čez ta highlight in da pač sta se pogovorila, kaj njej paše in da je bilo to pač to, kar je rabila. In sem tako, yes! Crazy. Ful mi je dober, ker pač jaz verjamem, da te stvari delujejo, ampak ful mi je dober, ko mi pa še nekdo reče, da je tudi za njih delovalo, ko pa sem pa še tako, no, eto. Tako da, to. Zdaj gremo pa kar v akcijo in sicer, jaz sem si tle zapisala, da vaš lepo vrst. Jaz nisem nič pripravljena na to epizodo, jaz nisem glih preveč pametna. Ne, se boš mi po mojem kar kaj za dodati pametnega. Okay. Prva stvar, start-stop tehnika, poznaš? Ja, da preden ti pride, ga daš ven, ne? Exactly. Ja, ven ga daš in pa se skoncentriraš še na kakšne druge stvari, ne? In to je to. Ne? Najlažje je, pač daš ga ven in potem v akcijo pridejo roke, prsti, usta in to je najbolj zato, ker medtem se ti zamotaš z nečim drugim in ti hitrejš gre stran tisti občutek, da ti bo glih kar prišlo in tvoj partner ali pa partnerka medtem je čisto zamotena in se prav nič ne sekira, da si ga dal ti zdaj ven, zato ker se druge stvari dogajajo in je to pol čisto cool. Tako da to je start-stop tehnika in je v bistvu ful podobna edgingu. Pač edging pa start-stop sta ful podobne zadeve, samo da edging je fura, da ni samo zato, da boš bolj dolg časa zdržal, ampak na tak način lahko tudi doživiš bolj intenzivne orgazme in je tudi to neka dobra praksa. Ampak s to start-stop tehniko tudi doživiš boljše orgazme. V bistvu je skoraj ista stvar, da se drugače imenuje. Pač v moji glavi, pa to zdaj ni čist dejstvo, ampak v moji glavi je pač start-stop tehnika, kadar to med seksom delaš, edging pa kadar masturbiraš, pa pač to delaš sam sabo. In najboljša kombinacija oziroma je to, da ti najprej vadiš edging. Zato, ker si sam sabo in se lahko naučiš prepoznati najprej ta občutek, kje je una meja, do kam ti lahko greš, preden prideš do, temu se reče point of no return, oziroma do točke brez povratka, ko veš, da ti bo pač prišlo, ne glede na to, kaj narediš. Da tudi, če ga daš ven, ti bo zdaj prišel in si šel čez mejo. 100% vsi poznate ta občutek, ali pa ga poznamo, mislim, ne. Ja. In zato, ko ti sam to vadiš, lahko veliko lažje to nadziraš, ker si s partnerko ali pa s partnerjem. Kaj boš naredil? Tam hočeš ga dati ven, partner je tam v efektu, te pritisneš seb in pa se zadko, shit, it's too late now, ne? In če ti veš, tisto točko znaš bolj prepoznati, boš vedel, pač, če ga ne dam zdaj rajš malo prej, ko prepozen, se lahko kaj narobe zgodi, ne? Se lahko prehitro konča. Tako da gratis pa še to dobiš, da so tvoji orgazmi potem lahko bolj intenzivni, bolj uživaš, ne? Zaradi tega, ker se ti ta vzburjenost stopnjuje. Ker fora je v tem, da ti seksaš ali pa masturbiraš, si že ful blizu, se ustaviš, zadihaš mal, če seksaš, delaš druge stvari, če si sam, pač samo se osredotočiš na dihanje, pa na to, kaj čutiš, ampak tako, a veš, da se res naučiš te občutke štekati. In potem, ko vidiš, da je šlo to mimo, nadaljuješ. In to lahko pol ponoviš neštetokrat. Kolikokrat hočeš, kolikokrat ti paše. Zato, ker si tolikrat bil blizu vrhunca, se vse to v tebi nabira in potem, ko ti končno pride, je še
toliko bolj intenzivno in toliko bolj zadovoljujoče. Ja, hotela sem pa sem izpostaviti, da tako kudos vsem moškim, ki redno pač prakticirajo edging ali pa start-stop tehniko. Meni se zdi to najtežja stvar, tako glede samo obvladovanja, da ti pač nehaš neki pred orgazmom. Pač kill me now, res. Vsakeč sem tako, I can't, in pa sem kar tako v moji glavi, je kot da si en edikt, veš, lej sem še danes. Jutri bom pa probala, ne. To si nisi tip. Ja, Ti je bila tako, ne, ampak veš, kako hočeš probati včasih, ne, kako je edging. Jaz ful, tako, moški morajo pa to res natrenirati in skozi delati in hotela sem reči, da mogoče malo prej, ko kasneje ga daš ven, ko pri edgingu, ne, ko si sam, se mi zdi, da je res tako izziv, da greš čim dlje, ne. Tle pri seksu pa mogoče ga daš, daj malo prej ven. To. Ja. Tako čisto iz prakse. In to prej nisem potem zares povedala. No ja, pa sem v resnici. Masturbatorji so ful dober pripomoček za trenirati edging, ker je tako realističen občutek, sploh pač res ti flashlighti, pa tako realno, pač če nimaš zdaj budžeta, da boš 70 € spustil za en masturbator. FPPR so mislim, da okrog 25 €, pa še cenejši spič pa med nama 10 koda. Yeah. In je tudi zelo dober občutek. Jaz sem nikoli pozvala, sem to enemu frendu kupila za rojsten dan, tistega FPPR, da pocenga. In potem sem tako, in kako ti je bilo? In tako, ja, to je bilo kar preveč dobro. Tako, to hočemo slišati. Tako da, čisto v redu je. Sploh se mi zdi boljš, če že začni s kakšnim pocen, zato ker še enkrat na tega na pocen noš mogo več. Ja, Tam se pomaš itak tega pa ne rabaš. Ampak ja, to je super pripomoček za to, da vadaš, sploh zaradi tega, ker veš, kaj je problem. No, v bistvu ne, to ni problem za te, ki jim prehiter pride med seksom. Problem bi bil, če naprimer masturbiraš preveč na trdo. Je pa to, evo, rešitev za tiste, ki imate pa težave s tem, da vam ne pride med seksom. Največkrat je to problem, ker ko masturbiraš, ga premočno stisneš in nobena piška ne more posnemati tazga močnega stiska, kot ga ti lahko z roko narediš in potem uporabiš raj masturbator, zato da je malo bolj nežno in da res posnema ta občutek in da se navadaš na to stimulacijo. Tako da, ja. Ti že kaj za dodati tukaj? Ne, zdaj sem se zmedla, ko smo preskočili iz unih, ki jim lahko, ne težko. Kaj? Zdaj sem se glih spomnila s fotoma, da eni imajo glih obratno težavo. Ja, zdaj govorimo o tistih, ki vam prehiter pride, ampak obstajajo pa tudi moški, ki pa jim pač nikakor ne pride med seksom. Ej, pa je v bistvu tudi na svet, pa če hočeš, da ti počasneje pride, lahko pač malo bolj na trdo masturbiraš. Tekaš? Da ti počasneje pride. Ja, da ti ne pride tako hitro. Da masturbiraš, ne, kako pa si boš nov problem ustvaril. Aha, okay, ne priporočam tega, ker to je, to je, kot da bi dal flajšter na zlomljeno nogo. Ok, ja. Ja, ne. Kaj poslušate, Lucija? So tle veliko boljše tehnike, ki jih bolj priporočam. Kaj pa delajo med tem? Daj še povej zdaj, kaj naj delajo med tem, ki ga dajo ven. S čim bi bila ti najbolj zadovoljna? Jaz sem povedala. Z jezikom? Jezik prsti. Ok, jaz bi bila s prsti, ja. Ja. Lahko pa tudi igračko uporabljajo kakšno. Ja. Imam pa jaz full feeling, da velikrat smo ženske, sem tako, dega not. In pol, če ga da ven vmes, lahko da kaj drugega not. Drugače po mojem je bilo ful, to pa nikoli nisem probala, ampak tako veš, da imaš en dildo po roki, tam ga Samo imaš na nočni zamenjaš. omarici. Ja, in ga daš ven, daš dildo noter in je pa še tako malo drugačen občutek, veš, mogoče imaš še kakšnega tistega zakrivljenega in pa se sam tako Ja. V Oh. glavnem ful enih možnosti obstaja, ne? Drugače pa to bilo pa Za probat. ja. Eno stvar, ki bi jo tukaj rada poudarila, je to, da je to, kar jaz zdaj opisujem, ni rešitev, ki deluje z danes na jutr. To je trening. To moraš dejansko vaditi nekaj časa, kakšen mesec vsaj, ampak zdaj je pol odvisno, koliko pogosto to delaš. Ampak ne boš videl rezultatov takoj. In veliko moških, vem, vas je tako neučakanih in se vam zdi, jaz bi rajš nekaj, ki bo takoj delovalo in jaz to čisto razumem, ampak če res hočete tako neke kvalitetne pa dolgoročne rezultate, dajte to vsem prakticirati. Bomo potem šli tudi na stvari, ki jih lahko naredite, ki vam bojo v trenutku lahko pomagali, ampak dajte vsem še zraven to delati, ker pol imate več teh opcij, na kako si lahko pomagate, ne? Ja, full proof način je pa pač tu ne ga dati not, dokler ji ne pride. Ja, Ne? ja. To je en tak, pač težko zgrešiš, zadovoljna bo ona tako ali pa tako, ne? To je Je to. pa dobro, da veste, da pač večina žensk si ne želi, da ti zdaj seksaš po, ne vem, pol ure. Da ga imaš ti noter pol ure je... Eni moški kar mislijo, da to mora trajati 3 ure, da je potem ženska zadovoljna. Povprečen seks traja... Govorimo o penetraciji, ne? Ja, govorimo o penetraciji tukaj. Koliko že? Fulkrat tako, par minut je povprečno. Ja. Tako da
Pa tako res manj, ko bi si mislili, tako 6 minut. Ja, Ful ali še malo. manj, Še 4. manj, ja. Tako da ni toliko point v tem, koliko časa traja, ampak v kvaliteti tega trajanja. Ja, to je zaradi tega, ker ga daš ti lahko notri šele takrat, ko njej pride. Pol pa itak hočeš, da sem ti še te pride in tu je 4 minute konc. Ja. Ja, ka ne? Zdaj pa imam en pripomoček. Okay. Jaz upam, da nam bo tole problem. A rabiš dildo? To je dildo. Ne bom celega pokazala, zaradi tega, ker me je A strah. kaj pa, če vzameš tega, ki ni realističen? Ali je Ne, premehan? ker rabim točen ta del. Ok. Cool. Zdaj smo na tehniki, ki se imenuje Da Squeeze tehnik. Okay. Tiskalna tehnika, poznaš? Si že slišala? Ej, dej kar pokaž. V glavnem, ta del pri penisu, bom še opisala. Penis je sestavljen iz glavice, pač ta telo penisa, to je ta gred in mod. In tlele med glavico penisa in tem telesom je taka črtica. Ne una na vrhu, ne mislim sečnice, ampak taka črtica je, ki je pri tem robu in temu se reče frenulum. In to je drugače ful občutljivo, ampak če hočeš, da zadržiš orgazem, to si v bistvu, to tehniko lahko noter upleteš tudi k hedgingu ali pa start-top tehniki, ti stisneš ta frenulum, ti pritisneš prst tlele noter, to se pravi, ti ga daš ven in ful močno pritisneš na tale frenulum. In s tem lahko zadržiš orgazem, tudi če si že mečken predelačev, ne še ono, da ti je prišlo, ampak da si že ful preblizu, lahko tle stisneš in se zaustavi potem ta tok. Ok, prav tako stisneš. Ja, tako si in pol ga tako stisneš. Ok, tako direkt pod glavico, Ja. iz spodnje pa zgornje strani, ne? Ja. Za one, ki sem poslušate, frenulum pa na drugi strani. Kuk pa stisneš? Ja, Kar ful? kar dost. Pač itak po ok. feelingu, ne tako, da te boli, ampak se boš čutil. Pač čutil boš ta feeling, da si pač zadržal zdaj to noter vse. Tako da to eni Zakaj se pa to prakticirajo. zgodi? Sorry, meni je pa to, jaz nisem še nikoli probala, ne razumem tega, kaj? Nisem šla raziskovati logistike za tem, Wow. ampak Ok, cool. Ne, jaz bi si iz prve predstavljala, da pač spermo not zadrži, sem predstavljala, da sej, ni tako, da stisneš in pač tle not ostane. no ja, ni tako, ker da prhajaš že tle gor, pa jo ti zdaj tle Ja. pipco zapreš, ker če ne bi posem pricurjala ven. saj, ja. Ampak mislim, da je tak. Pa ne, to sem zdaj izmislila, Daj ampak si pač tako, izmislila. veš, kot nek gumb, nek senzor, da bi tle Ok. pač zaprl, da ti da v možgane, da ne se zaustavi. Ful dobro vprašanje, ampak res, jaz sem pač Ja. to prebrala, pa sem šla malo pač gledati bloge in to in so dejansko pohvalili to tehniko, so rekli, da deluje in pol nisem šla pa potem raziskovati, zakaj deluje. In temu se reče squeeze tehnika. Squeeze tehnika. Ok. In ja, moški so rekli, da deluje, ko so jo Cool. sprobali. Je pa tudi tako, a ne, ti moraš pol najti tisto tehniko, ki zate deluje, ker lahko neki ful pomaga nekomu, pa tep ne bo. Tako da, zato jih je fajn, ker jih je veliko. Pa in ta bova je zdaj taka vse bolj tle naštela. instantna, ne? Ja. Ampak ful teh tehnik lahko tako v kombinaciji uporabljaš. A ne samo eno, ampak tako malo skombiniraš. Ok. Cool. Ena ful enostavna tehnika, mislim enostavna. To, da masturbiraš pred seksom. In najbolj hilarious mi je bilo to, ker sem se pogovarjala o tem z enim sodelavcem na Poniju. Ja. Ne vem, kako je prišlo do te teme. Ampak je rekel, jaz, ko sem začel dejtati to mojo punco, jaz sem vsakeč masturbiral, preden sva se midva dobila pa seksala. Zato, da je dalj časa zdržal. Prav s tem namenom on je hotel dalj časa zdržati. Je rekel, veš kaj, med 2 ure prej masturbiral in to bo to. Pa je rekel, zdaj so pa že nekaj časa skupaj, da se mi pa ne da več s tem ukvarjati. Zdaj pa vse. Ampak ja, no, razloži, zakaj to deluje. Da ne bom sam jaz govorila. Zaradi tega, ker jaz nimam teh strokovnih izrazov. Pač zaradi tega, ker k moškim enkrat pride, imajo ta refraction time in pač je treba nekaj časa, pa malo teže ti pol še enkrat pride, ne? Kaj si mi zdaj podnila v to? Se mi je zdaj, da jaz preveč govorim. Ne, ampak bom zdaj povedala, ker sem že začela. No in potem pa si veš, tudi meni težje še drugič pride, ko mi že prvič velikrat, ne? Ali pa si manj potreben, ko ti že enkrat pride in pol nisi tako, zdaj mi bo prišlo, zdaj bom seksal. In pač je malo lažje mogoče zadržati vse. Je to resnica? Ja. Evo. Točno to refrakcijsko obdobje in Ja. te drugi orgazem pol malo dalj časa traja, da Ja. pride. Imaš tudi moške, ampak, kot sem rekla, ne deluje vse za vse, ker imaš pa moške, ki pa lahko kar grejo, cak. To je sicer bolj redko, pa z leti je tudi pogojeno. Kako pa naj vejo, koliko časa prej masturbirajo? Kaj pa, če bom kar prej, pa ne mogla seksati? Štekaš? Mislim, fajn je, da
spet za vsake drugačne, ampak tako, če ne veš, ima 2 ure tako neki safe. Okay. A ne? Pač Cool. približno. Zdaj pa tudi, odvisno kakšen imaš lifestyle, pa kako si potem zorganiziraš, a ne vse to skupaj. Okay. Tako da, ampak to, da veste, pač masturbiraš pred seksom in potem ti kasneje pride. Keglove vaje. Ne vem, koliko moških sploh ve, da keglove vaje niso samo za ženske, ampak jih lahko tudi moški delajo. Ti to vedo? Ne? Tudi nas snemalci ne vedo. Kako delati moške keglove vaje? Ja. Da dobiš občutek, kjer mišice so to, greš lulat in zadržiš to urina. Ampak to ne delati keglovih vaj, ko greš lulat, zaradi tega, ker na dolgi rok to ni dobro. Zadrževati urin na tak način, ampak če to narediš enkrat, zato da veš, kaj treba stisniti, je čisto ok. To je en način. Drugi način, v bistvu lahko najbolj da obah pokombiniraš, je pa, da se postaviš pred ogledalo, zato da pač imaš vizualno, da si predstavljaš, kaj se dogaja, in pol probaš, kakor moda dvigant gor. Kakor da bi hotel moda dvigant gor, ali pa kakor da bi hotel penis noter potisniti vase. Kakor da bi To je ga hotel isto, kot če posrkati. pomahaš s penisom. Ja, ne? Ja, Ja, nekaj ja. takega. Ker pač sam tako. Delajte keglove vaje, ko ste noter v ženski. Sploh, če naprimer uporablja ona vibrator, to govorim iz osebnih izkušenj, očitno vidite, ne, pač let's address this, ampak pač da imam gor vibrator in potem ti sam noter, parmir, ampak stiskaš, pač delaš keglove vaje. Sej to vsi vejo, veš, ono, ki smo ženske vedno tako malo, ti ga lahko premakneš, tega zdaj premakam gor pa dol in pol pač tukaj vi naredite gor pa dol, tu so te mišice. Ja. No, In pač, če delaš keglove vaje, lahko to pol ful bolj delaš. In Jan dejansko dela keglove vaje in it shows. se tako ful premika. Ja, okej. Ja. Še to, tle imam še neke podatke iz raziskave. Evo, naredili so eno raziskavo leta 2005 in 80% moških je poročalo, da z rednimi keglovimi vajami, da so rešili težave s prezgodnjim izlivom. Pač dejansko ti mišice malo bolj natreniraš in že to dosti. In pa 75% jih je reklo, da so keglove vaje pomagale, če so imeli prej težave z ohranjanjem ali pa celo pridobivanjem erekcije. Tako da, če imaš težave z erekcijo ali pa težave s prehitrim izlivom, deli keglove vaje. Še nekaj glede keglovih vaj. Keglove vaje delaš, ko greš v fitness, pa treniraš mišico. A ne? Ti delaš recimo 3 sete po 10 ponovitev, cak. In isto delaš keglove vaje. Stisneš, zadržiš recimo 10 sekund, zadržiš gor, pa spustiš za 10 sekund. Ta del je ful pomemben, ker ga tudi ženske velikokrat pozabijo ali pa sploh ne vejo, da je treba. To se pravi, stisneš 10 sekund imaš sproščeno, spet stisneš 10 sekund in to je ne 10krat ponoviš. In če delaš 10krat to vsak dan, si že zmagal. Kaj 10 ponovitev vsak dan, čisto iz prakse, kaj lahko dan začnejo delati? Ja, 10krat. ja. Okay. 10 ponovitev nared, po 10 sekund in deli to vsak dan. Drugače pa so neke smernice, tako zjutraj 10, popoldne 10, zvečer 10. Ni to tako neka taka... Ni? To sem enkrat prebrala. Možno. Veš, Da pač si lahko tako vzameš, ko ti res ne vzame veliko časa, da zjutraj, preden se vstaneš, narediš zvečer, preden greš spat, pa ne vem, po kosilu med malco. Mislim, to bi bilo idealno. Ja. Realno pač, če se spomniš 3krat na dan to delati, full dobro, sam realistično si ne predstavljam, da se veliko ljudi to spomne. Koliko časa pa moramo počakati, da bo tu kaj delovalo? Ker jaz, ko delam keglove vaje, pol me mine, ker sem tako, jaz ne vem, kdaj bo tu kaj drugač pol. Štekaš? Ja, jaz sem prebrala, da že tako po kakšnem mesecu, da bi se rezultati začeli Okej. poznati. To je kar dolgo obdobje drugače, tako, ampak moramo se potruditi. Tedenski izziv, keglove vaje vsak dan, ti jih delaš? Joj, sploh ne Ja, sprašujem. jaz se tako trudim. Še včasih dobim na TikToku ono žensko, ki reče, vzem si pauzo in naredi keglove vaje. Ampak jaz jih pol res delam. Jaz jih nikoli, jaz vedno scrollam naprej. Pač res je težko, ampak dajmo se zavezati, tu je neki izziv. Vsak dan, vsaj 10 ponovitev. Jaz jih mogoče enkrat na mesec delam, Okay. kar je noč. Dej, ta teden vsak dan 10 ponovitev. Res? Sem 10krat pač. 10krat po 10 Joj. sekund gor pa dol. Okay. Okay. Dejansko izziv. Že te pa moram res. Ja, ker že zdaj jih naredi, ko da mu prideš, imaš mer. Bomo v avtu. Cool. Tako da, to. Okay. Potem, to v bistvu so že malo pa ne, nisem še toliko naslovila tega. Predigra, več predigre mej. V tem času lahko poskrbiš že, da partner, ki pride, to je eno. Pa drugo,
zelo velikrat tudi midve uporabljava seks kot samo takrat, ko je penetracija. Seks ni samo, ko je penetracija, a ne? To se mi zdi, da premalokrat poudarimo po eni strani, po drugi strani se mi pa zdi, da skozi to govorim, da seks ni samo penetracija. Ampak ne se samo osredotočiti na to, koliko časa ti zdržiš, kaj ga daš noter. Daj se malo osredotoči na to, koliko časa zdržiš pred tem. Kaj delaš pred tem? Pa daj si vzem čas, pa raziskuj telo, pa raziskuj nove stvari, pa kakšne igračke uporabi, pa erogene cone raziskuj, pa božijo povsod tam po tam piškine, daj pet vse naokrog, da si bo že mešal, da bo rekla, pa dej se mi že dotakn, a si pozabil, kje imam piško? A veš, tako, da bo že prosila te, da greš tja in si ti tako, ne. Škaj sem hotela povedati? Fun fact, ne? Da povprečno ženska rab 40 minut, da se vzbur, ne? Da se tako zares vzbur, da se njena nožnica podaljša, razšir, da rata nabrekla 40 minut. In tako tu res zveni velik, ne? Da greš ti v poslo in si misliš, ok, zdaj pa 40 minut, ne? Ampak ti lahko s predigro tudi že prej začneš, se nismo tako zahtevne, pač kaj lepega ji rečeš, kaj lepega ji napišeš, malo jo podražaš, tu se mi pa zdi res, res dober nasvet, da te pač ženska more prositi. Pač ne nam dati, ne? Ne nam dati takoj, sploh. To je tako najbolj seksi stvar, ever. Ja, in poli bo pač prišlo, ne? Ja, ka ne? Ja! Res. Pa veš, pol ti je še malo težko prositi, pa še malo dlje traja, ka si tako, fakt pa ne moram zdaj klet nekaj prositi, pa se moraš enkrat udati, če hočeš, da ti pride, pa prosiš, pa ti. The best, tu je ful dober nasvet. Pač to, da te ženska pros, pa ji ti ne daš še nekaj časa, da te mora večkrat prositi. Ja, tu je ta instantni ful dober nasvet, ki ga lahko že danes večer. Pač ka ne? Ja. Top. To je v bistvu moj najljubši, pa še se mi zdi, da ženske ful uživamo pa v tem. Ja, meni je to tako dobro. Okay. Naprej. Ena stvar je tudi to, da med samim seksom, da ga mogoče ne daš takoj ven, ampak da spremeniš tempo, da se malo počasniš, da spremeniš ritem, ali da neko spremembo narediš zaradi tega, da ni ta ista stimulacija. Potem, da vzameš kakšen položaj, kjer je mogoče penis malo manj stimuliran. To je zdaj spet odvisno od človeka do človeka, ampak misionarc je tako dosti tak, ni toliko intenziven, kot recimo dogi je za večino moških. Ni tako, da cowgirl, velikrat, če se samo tako grindaš, oni ne čutijo. Ja, tudi to recimo. Ne, tako da recimo cowgirl, pa ona bo ful čutila, moški pa velikrat pravijo, da it doesn't do anything for me. Tako da, if it doesn't do anything, great. Pač ne gre gor. True. Ja, drugače, obenem je pa lahko, da je cowgirl ful nevaren, če pač se ženska, če pa ful čutiš, a nekaj pa ima pa ženska vas nadzor. Kaj ne moreš dol vršiti, ne? Ja, sem lahko, ti malo teži. Jaz sem kamen, učmo ful dol, ne? Pa tudi tebe tako težko zdaj reči, ojoj. Tako da, ja, cowgirl je tako lahko oboje, lahko je ful, lahko pa ful ni. Ampak... Pa še rada bi tu povedala, da se mi zdi, da velikrat moški mislijo, da me ženske rabimo ful stimulacije noter. Ampak, pač ful dober je tudi, če ga imaš sam noter. Pa se ne premikaš, pa zdaj nima veze, v katero tu zapakiraš, ali zapakiraš tako zdaj, če njej tak paše, počas pa globoko ga, pač dej ti sam not, pa ga drž not, ne? Pa jo ljubčki, pa jo boži, pa ne vem, če paše, da jo malo spenkneš, ali pa malo čovkneš, ali pa kaj takega. Če pa njej paše zdaj na hard, ne? Pa reč, da ji ne daš za nalašč. Štekaš, ne boš, razumeš. Tako da obe dve možnosti lahko izkoristiš. Ja, pa ena ful dobra stvar, tudi, kaj ga že skoro hočeš dati noter, ali ga daš sam mal, pa ga daš pa spet mal ven, pa tako mal delaš, še gor pa dol, pa tako mal dražaš. Predigra, glavno. Ja, predigra. Potem smo pa pri obročkih za penis. Ker sem rekla, da vam bom dala tudi te instantne rešitve. Obroček za penis ne samo, da poskrbi za to, da erekcija trša, poskrbi tudi za to, da lahko dalj časa traja. Zdaj. Imamo kakšnega? Obročki za penis ne rabijo biti te, ki vibrirajo, čist navadni so dost. Te, ki vibrirajo, pa tako samo dodajo še nekaj, lahko jih na modih imaš, lahko ima na ženskem klitorisu. V tem primeru, ko zdaj mi govorimo, je po mojem boljš, da je na ženskem klitorisu, ker hočemo, da je pač njej še boljš. In da bo ona uživala tist čas, dokler bo trajalo to, ne? Skratka. Jaz sem to temu moškemu, ki je to napisal, to sporočilo prav specifično, predlagala potem tudi to. Pač rekla samo za vse te stvari, pa je bilo tako...
Jaz bi danes. Jaz bi kar hitrejši, pa sem rekla, no, da je probi obroček. Enim moškim ne naredi skoraj nič, enim moškim hitrejši pride zaradi tega, ampak do zdaj sem slišala samo zgodbe od moških, ki drugače ful dolgo rabijo, da so potem z obročkom pa hitrejši doživeli Ja. orgazem, kar se mi zdi ful dobro, pač kera magična rešitev za vse težave. Tudi to, kar si rekel, da jim nič ne naredi, tu je velikrat zaradi tega, ker je preširok obroček, ker ne stisne dovolj. Tu. Ja, drugače to pa je. Ne good povej, kaj je point. sploh fora obročkov. Obroček daš gor na penis, daš ga gor, lahko daš na trd penis, se da gor dati, ampak priporočljivo je, da ga daš na ali mlahav ali pa najboljš na pol trd penis, ga daš gor in potem, ko penis do konca nabrekne, se zaradi tega, ker je obroček stisnen okrog, kri ujame v penisu. In zaradi tega potem ti erekcija ne upade tako hitro, če imaš s tem težave, pa tudi dalj časa zdržiš, ker je v bistvu ta krit le noter ujeta in ne boš kar takoj, ne boš dol. Tako da pri tem moraš paziti, da je res obroček dosti velik. Zdaj, najboljša stvar je meni to, na tvoji spletni strani je prav en zaznamek, komplet je obročkov za penis in kupiš paketek in dobiš ponovadi noter 3 obročke. In na tak način boš najlažje ugotoviti, katera velikost je najboljša, ki jih lahko probaš. In hočeš, da ti stisne, ampak da te ne boli, pa da ti ni neudobno. Nočeš pa, da je toliko hlapen, kot je tle tale, da, ker potem pa ni nobenega efekta. Kar bi jaz rada povedala še, je tu, da pač ustvari en tak ful poseben pritisk. Predstavljaj si, da si daš gumico na roko. Gumico, če si dal kdaj klej in je stisnilo, ali pa kaj na prst, ki si kdaj zavijamo, ali pa kaj, vidiš, da če jaz dam tako na roko, pač tle gre takoj kri in takoj nabrekne in tako je tak poseben občutek napihnjenosti, polnosti in ful bolj stoji. Tako, kot če tle stisneš, ti takoj, veš kaj mislim, tako vse rata bolj trdno in isto je na penisu. Bi pa še rekla, da pač res more stisniti, ne. Zdaj, eni so ful taki ohlapni, preveč prožni in pač ne stisnejo. Jaz ne vem, ali je to samo za okras, ali pa če imaš res tak penis, ne. Drugače pa more stisniti, saj itak veš, kdaj dovolj stisne, ker pač dobiš ta občutek. Druga stvar je pa, da načeloma je priporočljivo, da se ga ne uporablja več kot pol ure. Zdaj, jaz teh pol ure malo ponovadi raztegnem, tudi 1 ura je v redu, ampak se veš, tako kot ne bi hotel, da se ti roka zaduši pa odpade, nočemo, da se ti penis zaduši pa odpade. To si ful dobro povedala. Ja. Ja, to bom ukradla, tele besede. Ja, hotela sem jim pač sem pokazati ta občutek, kako je res tako v bistvu podoben. Kamorkoli na telesu si ti daš neki, je tak občutek. Tako da probite, če vas zanima, kakšen je na penisu občutek. In, a boš prebrala, kaj je on potem odpisal na tole? Hoj, Lucija, nisem se ti javil, kaj glede obročka za penis. Sem dobil komplet 3 obročkov in moram povedati, da sem sam navdušen. Že po prvi uporabi je seks trajal dlje, kot sem pričakoval. Sam občutek, ko imaš obroček na penisu, je na začetku mogoče malo moteč, ampak se kar hitro privadiš. Obroček stisne penis, kar je praktično meni zmanjšalo prekrvavitev po njem, postal je bolj trd, žile so se mu poudarile in izgubil je praktično tisti občutek, ki sem ga imel prej brez obročka. Tudi erekcija je bila dosti bolj močna. In ja, kakor pravi pregovor, happy wife, happy life. Sva pa rekla ženo, da bova probala še sprej za zakasnitev erekcije in bova videla, kaj se tam zgodi, ampak obroček bo zdaj naprej najin spremljevalec vse povsod. Tako. Ja, enkrat je ena the napisala, best. odkar se je začela uporabljati obroček, sploh ne seksala več brez njega. Ja. Tako da, toliko, da veste. Ja, res se pa najbolj tako v praksi takoj pozna na trdnosti. Tu se pa ful pozna. In zdaj smo pri kremah in sprejih za zakasnitev orgazma. Ja. Kako to deluje, Sara? Daj razloži. Deluje na različne načine. Imaš več različnih krem in več različnih sprejev. Eni imajo noter prav anestetike. Zdaj, jaz ne vem, meni je tudi tako funky mal, ne? Da so prav ti močni anestetiki, ker tudi lahko se zgodi, da potem, skratka, tu si ti pošpricaš in te pomrtvič mal penis. Zdaj, Bog ve, če ti ga bo preveč, pa ti pol sploh ne bo prišlo, ali ti ga bo premal, pa ti bo itak prišlo, ali bo zraven še ženski omrtvičilo mal, tako, it's a little bit funky. Imaš pa tudi razne gele, ki so na osnovi naravnih sestavin narejene. Zdaj, pri teh je sicer debatable, ker eni delujejo za ene ljudi, eni za druge, moraš malo poiskati, da najdeš tisto sestavino, ki tebi deluje. Ampak ti so varni, pa ful imajo dobre odzive, pošpricaš. Zdaj, jaz kreme, malo so mi bolj funky, zaradi tega, ker kremo moraš dlje časa čakati, da se vpije.
Pa včasih so kakšne dileme, veš, ali je silikonska krema, ali je ne vem kakšna krema, se lahko uporablja s temi igračkami, se lahko uporablja s kondomi. Sprej je pa the best. Pošpricaš, takoj se posuši in to je to. Sem odgovorila na tvoje vprašanje? Ja, ful si dobro povedala. Okay. Pač načeloma gre to na glavo penisa, zaradi tega, ker glavica penisa je najbolj občutljiva in hočeš ti del malo mrtvičati. Pošpricaš ali pa namažeš še 10 do 15 minut prej, zato da pač res začne delovati. Pa tudi zaradi tega, da se malo bolj upije, ker da ne pride zdaj v žensko nožnico ali pa pač na žensko piško, da potem pol še ona, ki je mrtvičena. Tako da to je ena stvar, na katero pa je fajn, da ste opozorjeni, a ne? Preden to probate. Sicer te naravne ne umrtvičijo, sem pa tudi zdaj gledala, da imaš tudi gele, ki imajo vsem ta hladilen občutek bolj. Te so v redu tudi za ženske. Ne vem, zakaj sicer pri moških tu kao zakasni orgazem, ampak tudi nimajo vsi anestetikov noter. Tako da jaz še vseeno je tu mogoče zadnja stvar, ki jo bi tako probala. Najprej bi probala obroček, pa tako, pol pa bi tu probala. Z namenom je tole pri koncu omenjeno, zaradi tega, ker je tudi zadnja stvar, ki bi jo jaz priporočila, se mi zdi, da pač probi vse to prej rajš. Ker tudi pol pa, a hočeš zdaj, da vsakič preden seksaš, si moraš pa ti zdaj špricati nek sprej. Pa veš kaj, je res tudi tu sploh point, da pol ti nič ne čutiš. Ja. Ne, sej ni v tem point. Ne vem, jaz tudi ne vem, če si ženske želimo, da pa zdaj pa on nič ne čuti, ne sem zato, da bi mene zadovoljil, pač tako. Da jaz bi rekla drugega priporočala. Ja. Pač omenjam zaradi tega, ker pač te stvari obstajajo in itak vas zanima in je prav, da veste, ampak jih pa ne priporočam toliko, no res. Ne priporočam jih z lahkim srcem. Pač srcem. iz zdravstvenega vidika, ne, jih ne priporočam, se še kaj ne priporočamo, pa vsi uporabljamo, bi pa rekla, da so pač učinkoviti ti geli in spreji, da se ful prodajajo, da jih imajo moški ful radi. In še vseeno, če je tu res neka težava, ki te že ful časa, da je tu res pereča težava v tvojem življenju, je čisto v redu, da tudi pač probaš vse te stvari, če pa lažje. Bi pa še to povedala, da enim vse ni kul, zaradi tega, ker je ta občutek jim ne všeč, ta občutek omrtvičenja. Sploh si ne predstavljam, veš, tako, tudi jaz si res ne želim za svojega moškega, da tam nič ne čuti. Ja, ne. Ja. S tem ne rešiš izvora težave, ampak samo A pa misliš, da pol, če te gele pa spreje recimo dlje časa uporabljaš, se pol tudi bolj zverzeraš, kakor da bi recimo s flashlightom treniral? Ne, sam navadiš se lahko na njih, pa potem ne delujejo več. Ok, in kaj pa pol, ko ga nehaš uporabljati, še zmeraj isto hitro pride? Ja. Aha. Pač, to deluje samo zato, ker imaš v tistem momentu, ja. Ker to ti v tistem momentu pomaga, ni pa neka dolgotrajna rešitev. Zato meni tudi to. Ne vem, jaz imam rajš neke tako bolj dolgotrajne rešitve, ampak za njih se moraš pa malo bolj potruditi, ne? Ja. Ali pa rajš obroček probi. Kot je Sara rekla, pač mogoče problem samo v tem, da ne uporabljate prave velikosti. Ja, definitivno bi pa še rada rekla tudi, da brez samokontrole, pa brez tega, da malo delaš na sebi, ne bo nobena od teh stvari pomagala. Res, jaz to mislim. Tako zares, veš, kaj mislim. Ja. Pač, če si daš ti unobroček gor, pa ne boš nič naredil za to, da ti bo pa zdaj kasneje prišel, pa da boš lažje, pa boljš poskrbel za svojo partnerko, po mojem nima smisla, da tudi zdaj tu nekaj začneš. Tu resnica. Ja, to si lepo povedala. Ja, meni se zdi tudi tako. Kot zanimivost, obstajajo tudi kondomi za zakasnitev orgazma, ki pač delujejo na zelo podoben princip, samo da je pač noter v kondomu že ta gel, oziroma tak gel, posedaš pa ti to gor, pa že tako s kondomi. Velikrat moški manj čutijo, lahko kupiš tudi kakšen debelejši kondom, recimo kakšni te, ki imajo te teksture, so ponovadi iz malo debelejšega materiala. Analni kondomi, če anal gor piše, ti so debelejši tudi, recimo. Jaz sploh še nisem videla anal kondomov. Vem, da obstajajo, ampak jih še nisem videla. Ja, obstajajo, ja. Vem, da so, ampak nisem jih še videla, da bi jih prodajali kje. Pa kaj jaz zdaj vem, mogoče jih mi prodajamo. Sem jih pa že probala, res so debelejši. Tako da tudi s tem pol manj lahko čutiš, ne? Ja, a to je dobra rešitev, da pol vsaj tvoja ženska nima omrtvičeno, ne? Če imaš tako dom. Tako. Obstajajo pa pol tudi prehranska dopolnila. Kako to dejansko deluje? Tako bom rekla, zdaj za stamino bolj prehranska dopolnila moški uporabljajo za tršo erekcijo, dlje trajajočo erekcijo. Tu, da pa ti stamino natreniraš, prav ta del, da dlje zdržiš, pa ti ne pomaga, razen zdaj, če v Viagre greš zdravniku iskat, tu pa pol stoji itak skus, ne? Ja. Ali pa Viagra, Kamagra, te stvari. Ja. Kakor so rekle, probite vse vne stvari pregor, to pa obstaja. Pa še hotela bi povedati, da zdaj smo mi govorili
o teh primerih, ko ti pač prehitro pride, tako recimo, lahko ti, kako naj to zdaj povem, hočem povedati, da mi pomagi, hočem povedati, da je lahko tudi v resnici pač problem. Tako zdravstveni problem ja. in da se lahko tudi posvetujejo z zdravnikom, ker veš te fore, da če ti preko 5 sekund ali nekaj je, daj, veš, ko smo nekaj. Ja, vem, kaj hočeš reči. Pač point je v tem, da če vse te stvari probaš, pa ti nič ne deluje, res svetujemo obisk urologa ali pa osebnega zdravnika pokličeš, pa ti da on pol napotnico, to po mojem, da tako moš narediti, ja. In je lahko pač kaj drugega težava. Ja, zdaj ne vem, Tukaj pa ne bo jaz tule nič preveč pametna, zaradi tega, ker nisem noben zdravnik in se obrnite na zdravnika. Ampak Ampak veš, probajte kako najprej pač tu veš zdaj, ali imaš ti težavo tako, ko moraš zdravniku ali ne, kdaj ti pride, ko drkaš, okay? Ker če ko drkaš, ti pride čisto takoj, isto kakor žensko, imaš težavo s prezgodnjim izlivom, takim kot fiziološkim in je mogoče fajn, da greš zdravniku, je lahko kaj drugega narobe. Če pa je tudi tako, zaradi tega, ker si ti tako excited in ker si ženska, tu pa lahko velikrat streniraš in popraviš s temi stvarmi, ki smo ti jih danes povedali. Ja. Ampak ni pa nujno vedno pač povezano, da če ti ko masturbiraš, pa ko si žensko vedno. Zaradi tega, ker lahko je pa tudi velikrat se moški navadijo, zaradi tega, ker ko so bili mlajši, so mogli skrivati to, da masturbirajo, so hitro masturbirali in so potem prišli v to, da njihovo telo se natreniraš svoje telo, da mu hitro pride, da hitro doživi orgazem, zato ker si mogel to skrivati, si mogel ne hitro narediti, ne skrivaj in potem ti pride to. Govorimo od 5 do 10 sekund ti, ki imajo Ja, res probleme. ja. Tu je ful, po mojem, si ne predstavljamo. Ne? Pa Ful tega res ni veliko, no. Ampak je pa še vseeno tako, da veste, zdravnik. Ja. In to je to za tole, ne? Bi še ti kaj dodala? Ja, dodala bi še, da velikrat ni fiziološki problem ali pa problem excitementa, ampak je tako mal problem z živčnostjo, ne? In tu so tudi stvari, ki izvenijo s časoma, potem, ko, ne vem, stvari treniraš, ko stvari večkrat probaš, ko razvijaš svojo samozavest prek tega, da nekaj pač večkrat počneš. Tu izveni in ni s tem nič narobe, da ti prehitro pride. Pa malo pač delati na samozavesti, pa včasih smo punce malo strašljive, pa ti pa lahko prehitro pride, ne? To sem že fulkrat slišala, da jim tako od strahu tudi lahko prehitro pride, ne? Tako da malo je pametno po moje opazovati te občutke, zakaj se ti to zdaj zgodi in tako. Super zaključek. Ja. Za konec se bomo pa igrali še Never Have I Ever. Sem ga malo probala prilagoditi tej temi. Zdaj se trudim delati tele Never Have I Ever, da so malo bolj tematsko naravnani. Da bomo videli, ne? Okay. Pa probala sem tako, da je še vsem, da lahko moški in ženske igramo. Okay. Bomo videli, kako bo bilo. Smo ready? Ja. Okay. Nikoli nisem izvajal keglovih vaj z namenom, da bi bolj užival v seksu. Pač, če jih že delam, imam tudi to v glavi, ker sem tako, no, da vidimo, če bo kaj pomagal. Sam pa jih ne delam dosti redno, da bi karkoli pomagal. Jaz pa nisem imela nikoli tega v glavi, jaz sem imela pa vedno tako, jaz hočem biti kao zdrava, moram tu delati nekaj. Jaz sem imela motive. Ja. Nikoli nisem ali pa ni partner prekinil seksa zato, da mu je kasneje prišlo. To se pravi, ja. Kakor sem rekla, da lahko ženski in moški igramo. Ja. Nikoli nisem imel drugega kroga takoj po seksu. Veš, kaj to pomeni? To se pravi, če to ne ve, drugi krog, da pač seksaš in potem moškemu pride, zato ker moški ponovadi težje nadaljuje in da potem še enkrat, pa mogoče še enkrat. Ja, ok. Nikoli nisem bil presenečen nad tem, kako hitro sem doživel orgazem. Ja, ne? Najboljši feeling. Ja. Krko. Čeprav tako friki je malo, zaradi tega, ker včasih se moraš tako truditi in pol razmišljaš, kaj vse bi lahko naredil, ne? Zato da bi ti hitrejš prišlo. Pol včasih je pa tako. Crazy. Včasih tako mislim, ja, danes mi pa resno hitro prišlo, pa mi. Včasih mislim, ja, danes mi pa resno hitro prišlo, pa mi pa res ne. In pa sem tako, no, sploh ne vem, kaj jaz se počutim kot ena zmagovalka, kadar mi tako nepričakovano na hitro pride tako. Ja. Nikoli med seksom nisem za nalašč pomislil na nekaj neseksualnega, da bi postal manj vzburjen. Ne.
Vem pa, da so tako vsi partnerji, s katerimi sem bila, vedno so bili tako pa pismo. No? Jaz moram vedno razmišljati o nečem, tako kar neki. Jaz moram malo stran gledati ali pa neki, kjer pain drugač. Tako predstavljam si, da si ti Ja, predstavljam. jaz moram pa včasih nekaj seksualnega ekstra pomisliti, zato da sem tako, no, Ja. da si pomagam. Ja, zanimivo. Ja. Okay. Nikoli nisem prakticiral edginga. Very unsuccessful. Ja, jaz tudi. Jaz bi rabila mislim, ne. Jaz bi mogla, nekdo bi mi mogel ukazovati, jaz tu sama ne morem nehati. Štekam, res ne morem. Ja, meni je unsuccessful samo zato, ker mi ni všeč ta občutek. Je grozen, ampak se tu je tudi fora. Ne, ampak meni orgazem potem ni dober. Greš predaleč. Ne, samo tako se mi zdi, ne vem, boljš mi je, da mi večkrat pride če že, da pač grem do konca, pa še enkrat. Pa nimaš pol, če edging delaš, pa ti pol pride, nimaš pol večjega driva za naprej, jaz imam recimo. Ne, Okay. meni se zdi pa, kakor da, ne vem, ni mi dober feeling. Ok, interesting. Pa sem že večkrat probala, ker sem tako, pa v teoriji mi bi mogel biti, ampak ja, ni. ok. Nikoli nisem masturbiral tik pred seksom. Zdaj imamo obet kole, ker pač jaz to pa. Čak se Ti slajka, nisi že prej, masturbirala nikoli pred seksom? tik pred seksom, ne. 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 Ti pa vem, da si, zaradi tega, ker si rekla, da si, Ja, ampak... ko si ga čakala, pa da si bila Ja, ready. tako da zdaj... Tudi ženska, jaz sem pol sama zase malo poskrbela, ker včasih tako dolgo traja, pa včasih nimaš časa ali pa kaj, veš. In pol že malo prej poskrbiš zase in pol lažje nadaljuješ. Ja, Kaj pa cute. zdaj? Ja, zdaj pa mi ne bo vsaka ena roko vklenjeno. Ti mene, jaz tebe. Ne? In zdaj bomo skupaj v zaporu, tako da vsi, ki ste dobili 5 ali Okej. več točk, se bomo hangali together. Tako. Zdaj boš pa ti tole. Hvala, ker ste ostali z nami do konca. Upam, da vam je bila ta epizoda všeč. Če imate še kakšno vprašanje, ga napišite v komentar ali pa na Instagram. Med nama Kaj je na Instagram? Med nama .cast. Ja, Ne? in Drugač pa, prosim, dajte sporočiti, če ste kaj od tega probali, da bomo vedeli, kaj točno je tako res efektiv. Mene zanima, kaj takoj bi bilo, pa kaj vam je bilo všeč. Pa tisti, ki boste pa se res podali na to pot, da boste en mesec delali keglove vaje, pač please do it for science, nam pa sporočite pač, če pomaga. ja, se pomaga. Sej. Če jih boš delal, bo pomaga. Sploh ni uno, ali bolj ne bo. Moramo se spraviti, spravimo se, moto tedna. Tudi, pač, če boste probali te stvari, vam bojo pomagale. Pač ena od njih bo sigurno pomagala, ker pač it's science. To je vse preverjeno, Zakaj smo taki, da ne delamo tega? Groza. ker smo leni. Bova pojedli še en cake pop. Ja, bova. Okay. Sam jaz zdaj ne bom, ker bom počela. Okay, Ampak bom jih pa ne potem bova. doma še. Okay. Uh, Srečno! Čau! Adijo!